En prav lep dober večer vam voščim na predvečer našega slovenskega državnega praznika ob dnevu državnosti. Že tradicionalno se srečujemo tu pod Poljanskim kozolcem, da s pesmijo, besedo in ognjem proslavimo praznik naše države Slovenije. Zastava, grb in himna so naši državni simboli, naš zunanji ponos. Pa začnimo s himno v zvoku flavte. Dan državnosti, ko obeležujemo spomin na 25. junij 1991, ko je Slovenija formalno postala neodvisna. 25. junija smo dobili to, kar so naši predniki sanjali stoletja. Svojo samostojno, suvereno in demokratično državo. Sanje so postale resničnost. V kakšno resničnost smo naše sanje pripeljali, je seveda drugo vprašanje. A ker so prazniki čas, ko se ustavimo in se imamo lepo, bomo tudi danes tukaj v prelepem ambientu, sredi narave, praznovali praznik naše države Slovenije, domovine, kjer živimo, delamo in smo. V naši sredi prav prisrčno pozdravljamo našega župana, dr. Matica Tasiča, in ga vabimo k besedi. Spoštovani gostje, prav lepo pozdravljeni ob prireditvi na predvečer praznika naše domovine. Pred 25 leti smo bili, marsikdo od vas, polnega zanosa, prepričani, da smo se prav odločili za svojo državo, da bomo v svoji državi sami svoji gospodarji in da bomo sami poskrbeli za vse nas, za blagostanje vseh nas, za lepše življenje, za lepši jutri, tudi za lepši jutri naših mladih, naše mladine. Žal, bilo je rečeno, danes so dovoljene sanje, jutri je nov dan. Škoda, da je samo en večer so bile te sanje, drug dan je bila kruta realnost, ki je seveda prinesla samostojno državo, ki smo jo vsi želeli. Potem pa smo prepustili to državo plenilcem, pogoltnežem, tistim, ki so skrbeli v glavnem za svoje žepe, ne pa za malega človeka. In to nas tepe. In v krizi, ko je svet v krizi, ko je država v krizi, je to seveda za malega človeka še hujše. Jaz mislim, da je po 25 letih čas, da zopet resno obudimo tiste spomine in tiste občutke, ki so nas vse skupaj, ne glede na vero, ne glede na razno tako ali politično pripadnost, ne glede na to, da je tudi kdo fige držal v žepu, mislil drugače, ampak glejte, v življenju ne moramo vsi enako misliti. Eni tako, drugi drugače in zato je to bogatstvo pluralnosti, različnih razmišljanj, ki dajo boljše cilje, boljše rezultate. Stopimo skupaj, vsi skupaj, vsak posameznik, zato da bomo, če nam ne, da bomo poskrbeli za mladino, ki danes odhaja v tujino,
ki študira doma, potem pa opravlja svoje delo drugje. Bojimo se naslednjih let, ko mladih generacij ne bo. Zato resnično optimizma, sodelovanja, pomagajmo eden drugemu, povejmo, če je kaj narobe, to, da mislimo različno, je prav. To, da smo različno politično opredeljeni ali pa neopredeljeni, je tudi prav. Bili smo v sistemu, ko so morali vsi enako misliti, pa smo videli, da ni bilo najboljše. Dajmo bogatstvo idej, bogatstvo misli, bogatstvo notranje moči, ki jo imamo, na skupni imenovalec, pa potegnimo ta voz iz močvirja, ki se dogaja po državi. Vsem skupaj želim več optimizma, več sodelovanja, več moči, več smeha, več veselja, zato da bo naša domovina lepa, tako kot je dejansko lepa, da bomo tudi živeli lepo v lepi domovini, v pravem raju, kot je Slovenija. Hvala lepa in želim lep praznik državnosti. In kako domovino vidijo otroške oči? Domovina je dom, dom pa je iz očeta in mame in otrok in dedka in babice. Zato je domovina moja mama, moj oče in vsi moji sorodniki. Domovina so tudi prijatelji, sosedje in drugi ljudje. Domovina je tam, kjer smo doma. Najlepše se spi v domovini, tudi največ zdravja je tam. Najlepšo domovino ustvarjajo najboljši ljudje. Ob teh enostavnih otroških besedilnih sporočilih še k otroški glasbeni govorici. Naši prvi nastopajoči so otroci, pevci Koroškega otroškega pevskega zbora Mohorjan. Pojejo že 2 leti, letos so prvič sodelovali tudi na srečanju otroških pevskih zborov Mežiške doline. Zborček vodi Špela Ramšak. Vedno nas očarajo s svojim petjem, prepričana sem, da nas bodo tudi danes. Prosim. Kdo te bo plačal, mi
Benci, 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 Benci na kamenci. Eri, beri, muzikeri, muzikeri, via vaja ven. Tone Kuntner, jaz te imenujem mati. Jaz te imenujem mati, ker sem tvoj sin in ker imaš mehko srce, kakor mati. Jaz te imenujem mati, ker imaš solzo za mojo žalost in smeh za moje veselje. Jaz te imenujem mati, ker si moj dom in ker mi daješ tolažbo ob hudih urah. Jaz te imenujem mati, ker imaš kruh za mojo lakoto in posteljo za mojo bolezen. Jaz te imenujem mati. Kako naj tebe imenuje moja domovina? Dom, domovina in domači pevci. Na domačem odru se bodo sedaj predstavile domače pevke. To so pevke ženskega pevskega zbora Modrin. Pojejo že 11 let, nastopajo na različnih prireditvah, vsako leto pa pripravijo v domačem kraju tudi samostojni koncert. Zbor vodi Jožica Ovnič. Zapit se že
Kje je domovina doma? Je mladinska pisateljica zapisala besedilo otrokom kot sporočilo in nagovor. Kje je domovina doma? Na desni strani srca. Sešita je iz najlepšega blaga, stkana je iz vezenine in se naseli v najlepše spomine. Oče pravi, varuj domovino kot punčico v očesu, kot toplo gnezdo v drevesu. Begunec pa nima domovine, v njegovem srcu boža spomine. Na trate, na reke, na dobre sosede, na izgubljeno svobodo, na čisto vodo in na 1000 stvari. V domovini se nam dobro godi. Domovino je treba ljubiti in zanjo živeti in svojo dobroto ljudi ogreti. K temu besedilu seveda sodijo otroci. In zato napovem naslednjo točko. Šentanela so sem dol na poljano prišli učenci podružnične šole Šentanel. Takole so zapisali: radi pojemo in igramo na različne inštrumente, kot so to delali že naši predniki. Skoraj pri vsaki hiši je kdo pel in igral na kakšen inštrument. Želimo obuditi igranje na stara glasbila. V osnovi sta harmonika in bariton in spremljajoči ljudski inštrumenti, ki so narejeni doma ali pa so to kar kmečka orodja.
Današnji praznik pa bodo s pesmijo sedaj zaključili uvodni del programa Pevci iz Pliberka. To je moški pevski zbor Folte Hartmann. Moški pevski zbor SPD Edinost v Pliberku je leta 1931 ustanovil in ga do smrti vodil Folte Hartmann. Po smrti zborovodje se je zbor leta 1985 preimenoval v moški pevski zbor Folte Hartmann. Zbor nastopa predvsem na Koroškem, Tržaškem, na Madžarskem in v Sloveniji. Od leta 1984 pojejo na revijah Pesem ne pozna meja, od Pliberka do Traberka in od Korotana do Jadrana. Oktobra 2001 je zbor ob svoji 70. obletnici izdal zgoščenko z naslovom Pevci smo koroški mi. Leta 2007 je zbor ob 75-letnici predstavil digitalizirane posnetke plošče Se že svita Boden in svojo novo zgoščenko Bodi zdrava domovina. Moški pevski zbor Folte Hartmann iz Pliberka vodi Martin Kušej, danes pa ga bo nadomestil Mirko Nahbar. Pa lepo pozdravljeni v naši sredi in prepuščam vam oder. Pevci smo koroški mi, verni sini majke slave, pevci smo koroški mi. Blagor dragi domovini, naj odmeva hrib in lov, pesem mila na zedini, nerazdružen bratski krov. Na koroških tleh rojeni, srčno ljubimo svoj rod. Pesmi veti in pošteni, ga proslavljamo povsod.
Mirni pajtici
Tako smo s kulturnim programom počastili jutrišnji praznik. Sedaj pa vas v imenu Turističnega društva Poljana, ki vsako leto pripravi slovesnost, vabim, da še skupaj nazdravimo, kakšno rečemo, in se poveselimo ob kresu, ki so ga, kot vidim, že prižgali. Kresovanje je na Slovenskem izjemna kulturna dediščina, ki sega daleč nazaj v davnino. In ravno 24. junija na god svetega Janeza Krstnika na Šentjanževo so že nekoč prižigali kresove. In poljanski zavetnik Janez Krstnik bo tudi letos zažarel v svetlobi in letos celo brez dežja. Ob koncu lahko skupno rečemo le še to, da dokler bodo na predvečer Dneva državnosti goreli kresovi, kot ste ga pripravili danes tukaj na Poljani, bo vsak tujec vedel, da živi tukaj narod, ki je ponosen na svoj obstoj. S ponosom slovenstva preživite tudi vi jutrišnji praznični dan. Ob koncu naj se zahvalim še enkrat vsem nastopajočim, vam, dragi obiskovalci, da ste prišli. Z vami sem bila Hedvika Gorenšek, želim vam pa še lepo, toplo praznično noč.